Dajmo mi narediti en tak tedensko poročilo o energiji Janeza Janše. Namreč prejšnji teden sem se z njim povezala in sem ostala povezana cel teden. Dogajale so se zanimive stvari in danes bomo to skupaj predebatirali. Torej, jaz sem v sredo, 10.12. posnela epizodo o Janezu Janši, kjer sem se v bistvu osredotočala predvsem na to, kaj se je dogajalo v letu 2021, ko sem si njega izbrala za nekega takega poskusnega zajčka, ampak se je na koncu izkazalo, da je bolj moj poskusni medved, ker ima zelo močno energijo in me je celo malček ustrašil. Tako da takrat sem jaz njega dala na stran, videla sem, ok, to deluje. Ampak nisem se pol več z njim ukvarjala, bolj sem šla v te druge vode, se pravi, bolj sem delala na temu, da ta svoj dar izkoristim seveda za svoje kliente, da jim pomagam premagati kakšne bolečine in tako naprej. By the way, moje ime je Tea Bažon, predstavljam se pod imenom Tea Lumina in sem sodobna čarovnica ter vodnica skozi nevidni svet. Kar pomeni, da imam zelo izurjeno intuicijo in se lahko povežem z energijami, lahko vstopim v tvoj energijski prostor in pogledam, kje imaš kakšne blokade, bolečine ali karkoli takega. V glavnem, v sredo jaz posnamem to epizodo o Janezu. Bila sem kar tako malček provokativna. In potem sem ga zvečer videla, da mi je zameril. Se pravi, on mi je obrnil hrbet, nisem se več mogla z njim pogovarjati. In ko sem ga vprašala, kaj je narobe, zakaj mi je zameril, je rekel, jutri bom objavil nekaj in ti povedal vse. No, in prišel je četrtek, torej 11.12. Jaz sem na tisti dan kanalizirala z entiteto Igor, to je pač ena zelo visoka energija na zelo, zelo visoki frekvenci. In tudi on mi je povedal, da me bo danes Janez Janša z neko objavo šokiral. No, in grem jaz na Facebook, vidim, da je Janez Janša nekaj objavil, pogledam tale video, govori o tem, kako je Levica ukinjala volišča. In njegov govor je bil zelo tak čustven in tudi v meni je prebudil neko sočutje. In takrat se jaz odločim, mogoče ne bi smela biti toliko provokativna do Janeza, bom jaz to naslednji dan, torej v petek, posnela še enkrat vse isto, samo da bom malo bolj tako prijazna. Ko se to odločim, grem čez nekaj časa spet na Facebook in vidim novo objavo od Janeza Janše, kjer je omenil Vladimirja. In to sem že v prejšnji epizodi povedala, da je Vladimir moj vodnik, ki se ukvarja z demonskimi silami, in tukaj sem videla, da sta se ona dva nekako povezala in da je Vladimir nekako pomagal njemu in hkrati tudi meni, da pridem do te odločitve, da bi vse skupaj posnela še enkrat na bolj prijazen način. In pride petek, 12.12. in takrat jaz posnamem novo epizodo za Janeza. Ko sem končala snemati, sem videla, da je bil zadovoljen, potem pa se je zvečer zgodilo nekaj zanimivega. In sicer njegovo energijo sem videla, kako bi to rekla, sem videla tako, kot je. Torej, kadar se jaz z nekom energijsko povežem, torej, ko sem se jaz recimo v sredo, četrtek povezala z Janezom, jaz sem ga videla, pač jaz to vidim tako na energijskem nivoju, pač vem, da je to nekdo, Zdaj, če se povežem s tvojo energijo, jaz vem, da je to tvoja energija in vidim mogoče neke detajle, naprimer vidim, kakšne imaš lase ali pa vidim neko obliko postave, ampak vse je tako v nekih obrisih, z nekimi takimi detajli, ki so malo bolj pomembni, ampak ni to realna slika, to je pač bolj kot neka energija, neki obrisi, neka svetloba in je to notranje vedenje, da jaz vem, da si pač to ti oziroma tvoja energija. Ko pa recimo tudi, kadar delam introterapijo, torej kadar se poglobim v tvoj svet, ko pridemo do tiste, do srža problema, takrat ponavadi vidim energije take, kot so, in je tak crazy feeling, res tak nor občutek, ker v mislih vidiš človeka tako, kot bi ga videl v realnem svetu, torej vidiš teksturo kože, vidiš oči, vidiš nos, vidiš lase, pač vidiš tako res detajle, zelo, zelo žive detajle. No, in to se mi je zgodilo v petek, se pravi, Janez Janša je prišel, oziroma mi je dovolil iti globlje v njegov svet in tam sem ga lahko videla v mislih prav realno.
To je torej vedno tak nor občutek, ker za možgane je to tako, tak občutek, ker nekako vejo, da njega tam ni, ampak je tako živa slika, da nekako pač težko je sprocesirati, če lahko tako rečem, no, dajmo tako. V glavnem v petek sem imela pol z njim zvečer razne debate, sva se dosti pogovarjala, dosti sem ga spraševala. In v bistvu moram reči, da sem je v tem času, se pravi čez vikend, sem je dosti prikupil. Potem tudi v soboto, 13.12., sem se odločila, da bom to epizodo skrajšala za Facebook, torej da namesto 45 minut je vsega skupaj 10 do 15 minut. In jaz začnem krajšati in izberem ven tiste izseke, ki so nekako bolj pomembni in jih tako skupaj združim. In medtem, ko sem to počela, sem se večkrat vklopila v njegovo energijo in jaz sem ga vedno videla, kako crkuje od smeha. On se je tako smejal, njemu je bil ta video tako zelo smešen. Se pravi, to je pač druga epizoda, samo strnjena. Mislim pa, da sem objavila to samo na Facebook in na Instagram. V glavnem, v nedeljo jaz to dokončam in spet, ko sem se vklopila v njegovo energijo, jaz sem videla, kako se on reži od smeha, prav režal se je, prav jokal je od smeha. In sem se spraševala, kaj njemu zdaj le tako zelo smešnega. Ampak ni mi hotel povedati, on je rekel, sem super, super, meni je to ful smešno. Okej. Torej, v nedeljo sem to objavila, v ponedeljek ta teden, torej ponedeljek je bil kateri datum? 15. decembra sva se tudi zelo veliko družila. Celo v mislih jaz pač pol grem, recimo skupaj sva posnela podcast, pa ga jaz vprašam na tem energijskem nivoju, sva snemala podcast, ne. Pa ga jaz vprašam par stvari, v bistvu dala sem mu tudi nekaj nasvetov. Kaj sem jaz recimo v tem času opazila, je to, ker sem tudi pogledala neke podcaste, ki jih je on naredil mislim, da je to Idea od Klemna, ta podcast sem pogledala, kjer je tudi Janez Janša, opazovala sem njegovo telesno govorico, pogledala sem tudi kakšna taka soočenja in tle sem v bistvu videla eno tako lep vzorec, dajmo reči, ker namreč, ko sem jaz objavila epizodo o Janezu Janši, se je dosti ljudi oglasilo, da njegova energija nikakor ni všeč, da v njemu vidijo eno samo zlo. In to je bilo meni ful zanimivo, zato ker pač jaz sem ga uspela videti iz neke druge perspektive. No, in v ponedeljek, ko sem jaz to malo bolj raziskovala, sem v bistvu videla, kje je problem, ne. Zdaj, v tistem videu, ko smo govorili o Janezu, na koncu povem, na koncu se je zgodilo nekaj ful zanimivega, na koncu tiste epizode. Janez Janša ima zelo dobro in močno energijo, ampak fora je, da si je mogel nadeti tekom svojega življenja črno masko, ker to je edini način, da se zaščitil pred negativnimi vplivi. Ampak kako jaz tam, kot da bi me neka energija, in to je bila po moje njegova energija, kot da bi me tako, kot da bi se naselila vame in da je njegova energija govorila preko mene. Zakaj? Zato, ker imam tak pogled, tako na nek način prazen pogled. Prazen pogled sem imela, fora pa je bila, da ko sem rekla, da si je mogel nadeti črno masko, mi je zbežal nasmeh, ne. Si je mogel nadeti tekom svojega življenja. Ta nasmeh mi je všel ven iz ust in tle sem čutila, kot da bi bila moja energija, ki se je temu smejala. In dejansko, ko sem torej v ponedeljek se več poglabljala z njim, sem ugotovila, da on se ni nič kaj mogel nadeti, neko temno masko, ampak on si jo je namenoma nadel, to temno masko. Bomo še kdaj, mislim, o njemu se bomo zagotovo še pogovarjali, zato ker on je ena taka ogromna jama skritih pasti. Tako da vsekakor ga bomo še raziskovali. Jaz sem ugotovila, da on recimo, kadar snema kakšne podcaste, kjer ni toliko politično, kjer niso novinarji, kjer je bolj nekako sproščeno, v tistih podcastih se čuti ta njegova druga plat. Neka taka bolj
bolj nežna, bolj čutna, bolj ranljiva. Medtem ko pa gledaš neke posnetke, kjer je on z nekimi drugimi politiki ali pa z novinarji, takrat ima pa čisto drugo energijo. Takrat je res tak temačen, malček se zdi zloben. Mislim, ne zloben, no, odvisno, ker itak, če njega kuješ v zvezde, ti ni zloben, ne. Zdaj, če pa ti on ni všeč, takrat vidiš to neko zlobno plat, dajmo reči. To mi je bilo ful zanimivo. Potem sem se tudi z njim pogovarjala, kot v smislu, pa zakaj si nadel to masko in v bistvu si jo je nadel zaradi moči, ne. Ker je on videl, da ima neke svoje pripadnike in nekako se je hotel boriti proti tem, ki so mu nasprotni, ampak v bistvu s to temno masko, ki si jo je nadel, je po moje dosegel lih kontra, ampak pustimo stati, bomo to torej drugič raziskovali. Ja, in v ponedeljek, torej popoldne, mi je on tudi rekel, da bo v torek, ta teden, objavil nekaj, s čimer bo pokazal, da me podpira. Ne. In jaz sem rekla, wow, ko me čakam, da vidim, kaj bo to. In pride končno tale torek. Jaz čakam, rekel je dopoldne. Jaz čakam, nič. Ura je že čez 12, grem še enkrat pogledat, nič. Popoldne grem spet pogledat, nič. Zvečer grem pogledat, nič, ne. In ono, meni je bilo tisto, ok, dobro, zdaj je rekel on, da bo nekaj objavil, cel dan ni nič objavil, ponavadi vsaj nekaj objavi, ne, vsaj to, kolikor ga zdaj spremljam. In to mi je bilo tako, ne, Ampak ok, ne, sem oprostila, dajmo reči, pač kaj smo, dostikrat, ko energije naredijo, nekdo ti reče, da bo nekaj naredil, pol pa pač ne. Ker to je v bistvu na energijskem nivoju se tako pol kaže tudi karakter neke osebe in zdaj gremo na ta del, zakaj ni nič objavil in je rekel, da bo objavil. No, jaz sem pa jaz sem v bistvu bila malček jezna zaradi tega, ker ni nič objavil in sem pol zvečer objavila pa zgodbico o aferi Patria, ne. No, jaz v torek to objavim in potem sem pa hotela napisati še objavo, kjer sem to zgodbo napisala in malo bolj razložila, o čem se gre. Se pravi, kaj pomeni, kaj predstavlja jelen, kaj predstavlja grb, kaj tako, vse te stvari. Ampak sem si pol premislila in sem rekla, bom jaz to pisno obliko raje objavila naslednji dan v sredo. Fora pa je bila, da v sredo se jaz več z njim nisem mogla povezati. On je izginil iz mojega energijskega prostora. Enostavno, ko sem se hotela z njim povezati, nič, lahko sem si samo ustvarila render v mislih, ampak nisem pa čutila njegove energije. In jaz sem takrat pomislila, dobro, mogoče zdaj je sreda, ne, torej zdaj sem že en teden se ukvarjam s tem Janezom, mogoče je zdaj čas, da presedlam na Roberta. In res, jaz presedlam na tega Roberta, se z njim dobim, na kar mi Janez Janša ful zameri. On spet pride. In nekako mi je pač rekel, oziroma mi je dal vedeti, da je mislil, da se bom zdaj jaz preko te serije Gola Slovenija ukvarjala samo z njim, kar mi je bilo smešno, ker sem rekla, logično, da ne. Ti si bil samo začetek in pač vmes se bomo še kdaj o tebi pogovarjali, to pa je tudi to. V glavnem, on me je zameril, da grem zdaj na Roberta in na nek način je bil kot ljubosumen, ker mu ne bom več posvečala pozornosti. In pol zvečer jaz objavim ta tekst, ne, od te zgodbice. Ampak fora je, da malo preden sem objavila, sem se odločila zbrisati en del, se pravi ta del, kjer razlagam. In to jaz pač objavim. Kasneje tega dne, v sredo zvečer, se spet povežem z Janezom in mi on pove, da kao mi zameri, ker sem dala ven tisti del, ker to je bil kao ključni del, ker jaz razložim, kaj je to jelen, kaj je to grm, kaj je to. In mi je zameril torej, ker sem jaz spremenila njegovo objavo. In jaz razmišljam, kako njegovo objavo. In potem sem ugotovila, da je on mene energijsko zmanipuliral, da sem jaz napisala to objavo tako, kot si je on želel, ampak ker sem jo jaz pol spremenila, pač jaz sem pol čez en dan prebrala še enkrat in sem rekla, čakaj, to ni glih čisto v mojem stilu, bom jaz to malo bolj po svoje napisala. Ta del bom zbrisala, ker ni pomemben in pač valjda, to je Janez Janša, pač
je bil jezen. In mi on pol to zameri, ne. In pol sem jaz rekla, pa dobro, saj tudi ti si meni rekel, da boš nekaj objavil, pa potem nisi objavil tega, ne. In na nek način mi je on dal kot vedeti v smislu, uh, kao jaz sem mu rekla, to so dvojna merila, ne. Ti si meni nekaj obljubil in tega pol nisi naredil, torej si me na nek način zavajal. Potem si me še zavajal tako, da si ti meni dal to idejo za to objavo in vsiljeval svoje ideje, kaj naj v tej objavi piše. Jaz se pol odločim, da bom drugače in zdaj mi pa ti zameriš, ker te nisem upoštevala, ne. Nekako tako sem imela nek tak konflikt, nekako tam sem videla, da se on potem malo tako je bil jezen name, no, nekako tako, da ne bomo komplicirali. V glavnem, tle smo imela pol midva v sredo ta konflikt in včeraj, včeraj četrtek, 18.12., mislim, da nisva se nič kaj preveč dosti družila. Ne, celo še zameril se mi je, ker je pač glede tega splava je bilo zdaj Nika Kovač, Nika Kovač, ali kaj je že ta iz inštituta 8. marec, je dosegla to zmago na Evropskem parlamentu in tle sem videla, da Janez Janša je spet neki pač te njegove ideologije, ki meni niso všeč, mislim pač, dobro, pustimo stati, v glavnem v četrtek se nisem mogla z njim povezati sploh, v četrtek pač on mi je zameril spet in v četrtek je bila tema. Ampak nič hudega, jaz sem se začela malček ukvarjati z Robertom Golobom, ne. No, in danes, petek, 19.12., danes je moj god, by the way, sicer nisem, ne sledim krščanstvu, tako da nima veze, ampak čisto tako. Jaz zjutraj kuham kavo in razmišljam o tem, kako bom jaz posnela epizodo o Robertu Golobu, kako bom strukturirala, kje bom začela, kaj bom povedala, kako bom pol vstopila v njegov energijski prostor, kako bom pač tako razmišljam o Robertu Golobu. In od enkrat, kar naenkrat, pride Janša, bam. Kako to jaz začutim? Kot prvo se mi najprej pokaže slika, tle nek helikopter leti, ne vem, če ga mikrofon ujame, ampak v slušalkah ga slišim. Pride njegova slika v mislih in hkrati pride en tak zelo, zelo intenziven občutek in ta občutek bi jaz opisala tako nekako, tako ti naredi v telesu notri, dobesedno tako kot nek vakuum, pač ko nekdo pride kar nekako tako gre energija čez tvoje telo. In takrat je, kot da bi ti nekdo pozvonil na vrata, tak je občutek. In jaz začutim to energijo, vidim in Janez, pozdravljen, kaj pa ti spet tukaj, ne? In on je rekel, da hoče, da jaz danes posnamem to poročilo o njemu. Sicer to je bila že moja ideja prej, ampak sem rekla pol, ma ne bom, pač dajmo iti naprej, ne bom zdaj se toliko ukvarjala s tem Janezom, ampak v bistvu jaz sem zdaj, kar se tiče Janeza, povedala predvsem to, kar je bilo v preteklosti, v tej prvi epizodi, ne, o njemu. Tako da mi se njega niti nismo še čisto zares lotili, to je bil samo nek začetek in Janez Janša mi je v bistvu pomagal sestaviti nek tak približno strukturo tega podcasta, ne, kdaj kaj objaviti, se pravi v petek posnamem, v nedeljo objavim, potem kratko zgodbico, potem to objavo, tako da bolj je bila struktura. Tako da za konec, moje poročilo tedensko glede Janeza Janše je tako, da vseeno jaz mislim, da on je dober človek in ima zelo močno energijo, mislim, da je tudi zelo dober vodja lahko. Res je, da ima včasih malček preveč neke svoje interese, ki jih preveč vsiljuje in je malček preveč konflikten, kot vsi politiki, ne, to mi gre res na živce. Ima neke svoje vrline, ki so dobre, ampak katere so te? Moramo ugotoviti, na katerih področjih je on dober, katere njegove ideologije so take, da nobenemu ne delajo škode in te ideologije mu pomagajo realizirati, ostalih pa pač ne in on bi se mogel tega zavedati, vsi politiki, ne samo on.
Tako da on je, jaz ga čutim kot dobro osebo, ampak ima zelo, zelo veliko masla na glavi, ne. Pa to temno masko, ki jo nosi, ki si jo je namenoma nadel, zato da bi ustrahoval, ne, ker z ustrahovanjem ti dobiš več moči pri podpornikih, te podporniki samo še bolj podpirajo. Ker se pol bojijo levičarjev, ne, in pol se še bolj stisnejo k tebi, ne, ker, o, ti si pa zdaj naš vodja, mi se moramo k tebi stisniti, mi te podpiramo, ker če ne nas bodo levičarji napadli, ne. In to je ta njegova temna maska, zaradi katere je v bistvu izgubil polovico ljudstva, ker če bi on pristopil s to svojo čisto energijo, mislim, ne nežno, to močno energijo, on bi lahko dejansko združil Slovenijo, samo to ni enostavna naloga. Če bo on slučajno zmagal, oziroma če bo SDS zmagala na volitvah in da slučajno on postane tudi predsednik vlade, bo mogel delati ful na tem, da pokaže svojo drugo plat Sloveniji in da si pridobi tudi levičarje na svojo stran in hkrati, da on začne z njimi sodelovati, ne pa se z njimi boriti. Sicer pa jaz mislim, da njegova energija lepše paše v opozicijo. On se mi zdi tak nek stražar, ki tam čisto dobro funkcionira, da v bistvu nadzoruje vlado, da jo kritizira. Mislim, da mu ta vloga boljše sede, ampak se mi zdi, da res pridobiva na popularnosti, tako da zna biti tudi on na oblasti. Bomo videli. Skratka, zdaj bomo Janeza Janšo dali na stran. Čau, Janši! Se vidiva kmalu. Mislim kmalu, enkrat drugo leto. In gremo zdaj na Golobčka. Čau, čau.